Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki občinskega sveta občine Ljutomer, spoštovana direktorica, vsi sodelavci občinske uprave. Jaz vas prav lepo pozdravljam na 12. redni seji občinskega sveta občine Ljutomer. V času od prejšnje redne seje sta svoj praznik praznovali gospa Mira Rebernik-Žižek in gospa Slavica Sunčič. Iskrene čestitke, veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in naj se uresniči vse, kar si sami želita. Za današnjo sejo so se opravičili gospod Robert Štefanec, gospod Dejan Gnuk in gospod Dejan Karba. Ugotavljam, da je 18 prisotnih svetnic in svetnikov, tako da smo sklepčni in lahko seveda začnemo z delom. V sklopu gradiva imate zapisnik 11. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer z dne 25.4.2024. Mogoče kakšna pripomba na zapisnik? Če ne dajem v potrditev, prosim, če potrdite zapisnik 11. redne seje z dne 25.4.2024. Hvala lepa, soglasno. Seznanila vas bom z realiziranimi sklepi, ki so bili sprejeti na prejšnji seji redne. In sicer realiziran je bil sklep številka 109, s katerim se je občinski svet občine Ljutomer seznanil s poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer za leto 2023. Potem je bil realiziran sklep številka 110, s katerim je občinski svet sprejel zaključni račun proračuna občine Ljutomer za leto 2023. Potem je bil realiziran sklep številka 111, s katerim je občinski svet dal soglasje k sprejetemu sklepu sveta zavoda Osnovna šola Mala Nedelja glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu za leto 2023. Realiziran je bil sklep številka 112, s katerim je občinski svet dal soglasje k sklepom sveta zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci glede poslovnega rezultata po poslovnem poročilu za leto 2023. Prav tako je bil realiziran sklep številka 113, s katerim je občinski svet ni podal soglasja k sklepom sveta zavoda Osnovna šola Stročja vas glede poslovnega rezultata po poslovnem poročilu za leto 2023. Realiziran je bil sklep številka 114, s katerim je občinski svet dal soglasje k sprejeti sklepom sveta zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po poslovnem poročilu za leto 2023. Potem je bil realiziran sklep številka 115, prav tako soglasje k sklepom sveta zavoda Osnovna šola Cvetka Gularja Ljutomer glede presežkov. Potem je bil realiziran sklep številka 116, s katerim je občinski svet dal soglasje k sklepom sveta zavoda Vrtca Ljutomer. Potem tudi sklep številka 117, soglasje k sprejetemu sklepu sveta zavoda Glasbena šola Slavka Ostrca Ljutomer, številka 4/8. Realiziran je bil tudi sklep številka 118, s katerim je občinski svet dal soglasje k predlogu direktorice in sveta zavoda Splošne knjižnice Ljutomer, da se presežek prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu nameni za razvoj dejavnosti. Realiziran je bil sklep številka 119, s katerim ste odločali o presežku v zdravstvenem domu v Ljutomeru. Realiziran je bil sklep številka 120, s katerim je občinski svet dal soglasje k izplačilu dela plača za redno delovno uspešnost za ravnatelje zavodov. Realiziran je bil tudi sklep številka 121, s katerim je občinski svet dal soglasje k imenovanju gospoda Pihlar Boštjana za direktorja zdravstvenega doma in pa realiziran je bil sklep, s katerim je občinski svet imenoval člane v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. Za današnjo sejo ste prejeli dnevni red. Prosim, če ima kdo kakšen predlog za dodatno točko, umik ali kakšno pripombo. Če ne, jaz bi prosila, če lahko
uvrstimo dodatno točko, ker smo pač prišli do ene ugotovitve, da bi bilo smiselno pristopiti po hitrem postopku k spremembi pravilnika o enkratni denarni pomoči občine Ljutomer ob rojstvu otroka. Tako da predlagam dodatno točko in sicer dodatno 5. točko, ostale pa bi se ustrezno preštevilčile. Tako da prosim, če najprej glasujete, če se dovoli, da uvrstimo dodatno točko dnevnega reda in sicer to je spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči občine Ljutomer ob rojstvu otroka, da se bolj približamo vlagateljem. Kdo je za? Hvala lepa. Sedaj pa dajem na glasovanje naslednji dnevni red. Pod prvo točko sklepa organizaciji in obsegu dela v vrtcih v občini Ljutomer za šolsko leto 2024-2025. Pod drugo sklep o podelitvi občinskih nagrad in priznanj za leto 2024. Pod tretjo sklep o ukinitvi javnega dobra v KO Ljutomer in v KO Noršinci. Pod četrto sklep o dopolnitvi številka 1 načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2024. Pod peto točko spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči občine Ljutomer ob rojstvu otroka. Pod šesto soglasje k odpovedi pravici do izročitve premoženja v postopku dedovanja. Pod sedmo točko spremembe in dopolnitve načrta razvojnih programov občine Ljutomer za obdobje 2024-2027. Pod osmo informacija, seznanitev s pripravo tretje generacije občinske celostne prometne strategije občine Ljutomer. In pod deveto točko vprašanje in pobude članic in članov občinskega sveta občine Ljutomer. Kdo je za predlagani dnevni red, prosim? Hvala lepa, soglasno. Prvi točki bi povabila gospod Karmen Lah, sodelavko občinske uprave, da nam predstavi sklep o organizaciji in obsegu dela vrtcih v občini Ljutomer za šolsko leto 2024-2025. Lepo pozdravljeni. Od vrtcev smo po opravljenem spomladanskem vpisu otrok za novo šolsko leto dobili podatke in predlog oblikovanja oddelkov in pripravili gradivo. Tudi v novem šolskem letu bo oblikovanih 28 oddelkov, tako kot jih imamo v tem šolskem letu, in sicer 11 oddelkov v vrtcu Ljutomer, vključenih bo 169 otrok, v vrtcu Stročja vas bo oblikovanih 5 oddelkov, vključenih bo 70 otrok, na Cvenu bodo 3 oddelke, predvideva se vključitev 37 otrok, v Mali Nedelji bodo 4 oddelki, vključenih bo 60 otrok in v Cezanjevcih 4 oddelke z 61 otroci in gostujoči oddelek osnovne šole Cvetka Gularja, oddelek Buba, ki bo poln z 6 otroki. Število otrok, ki se bodo v naslednjem šolskem letu vključili, je nekoliko manjše kot v tem šolskem letu, vendar je to pojav, ki ni značilen samo za našo občino, ampak dejansko za celo našo državo, saj se število rojstev nekoliko zmanjšuje in posledično seveda je tudi število vpisanih otrok tako v vrtec kot potem v šolo manjše. V gradivu smo preračunali tudi kadre, ki pripadajo vrtcem za to predlagano organizacijsko obliko oddelkov. V tem delu vas seznanjam s tem, da s 1.9. se povečuje normativ za svetovalne delavce, kar je nekak strokovna rešitev, ki je prišla na podlagi potreb, ki jih imajo v vrtcih. Iz tega razloga smo potem tudi svetovalnega delavca preračunali na način, kot nam to veleva pravilnik, ki ureja normative za vrtce. V vrtce je vključenih tudi kar nekaj otrok s posebnimi potrebami. Stroške zanje pokriva občina direktno iz proračuna. V šolskem letu 2024-2025 bo teh otrok s posebnimi potrebami, ki imajo že zdaj zapisnike razvojnih ambulant 20,
s tem, da za nekatere tečejo še postopki, tako da pričakujemo, da se bo to število med letom še povečalo. Vrtci so nam sporočili, da so zdaj odobreni tudi 4 spremljevalci otrokom s posebnimi potrebami in tudi ta številka se lahko med letom še poveča. Ta predlog, kot smo ga pripravili, upošteva vse zakonske določbe za oblikovanje oddelkov, tako starostno strukturo, tako število vključenih otrok, tako omejitve, ki izhajajo iz naslova vključitve otrok s posebnimi potrebami. In na tak način se bodo lahko vključili vsi otroci, ki jih starši želijo v naslednjem šolskem letu v vrtce vključiti. Ob tem obstaja tudi možnost, da se določeni vpisi realizirajo dodatno tudi nad letom, ker so nekatera mesta v vrtcih še tudi na razpolago. Hvala lepa. Prosim predsednico odbora za družbene dejavnosti, da nas seznani s stališčem odbora, gospoda Rinka Budna. Lep pozdrav vsem prisotnim. Odbor za družbene dejavnosti je na seji obravnaval sklep o organizaciji in obsegu dela v vrtcih v občini Ljutomer za šolsko leto 2024-2025. Sklepu daje pozitivno mnenje in občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da ga v predlagani obliki sprejme. Hvala. Hvala lepa. Razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne, dajem predlog naslednjega sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer sprejme obseg in organizacijo dela za predšolsko vzgojo v vrtcih v občini Ljutomer za šolsko leto 2024-2025, ki je sestavni del tega sklepa. Priloga tabela številka 1. Oddelki se lahko med šolskim letom spremenijo po vsebini, se pravi homogeni, heterogeni, kombinirani v primeru dodatnim vpisu otrok ali iz drugih razlogov. Število vključenih otrok v oddelke se lahko poveča za največ 2 otroka nad normativ, določen v 25. členu pravilnika o normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Vrtec obratuje, če je vključenih najmanj 5 otrok. Za dneve zaprtja vrtca se staršem, ki podajo izjavo, da otrok ne bo vključen v vrtec, ne obračuna plačilo. Starši, ki podajo izjavo, da bodo otroka vključili, pa ga ne pripeljejo, plačajo prispevek, kot da bi bil otrok prisoten. Župan občine Ljutomer se pooblasti za izdajo soglasja k sistemizaciji in kadrovski zasedbi delovnih mest, ki jo predložijo ravnatelji do 30.9.2024, priloga tabela številka 2. V sistemizacijo se vključijo tudi spremljevalci, ki so dodeljeni otrokom s posebnimi potrebami. Vrtci izdajo ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, ki bo vključen v redni oddelek in ga posredujejo občini zavezanki za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, ki je dolžna kriti dodatne stroške. Stroške prostih mest brez živil krije občino zavezanka. Ob podpisu pogodbe za vključitev otroka v vrtec se staršem obračuna 50 evrov akontacije, ki se poračuna pri položnici ob vključitvi otroka. Če se vključitev otroka ne realizira ob napovedanem datumu, se akontacija, ki je po vsebini vplačilo za resnost posla, staršem ne vrača. Izjema je poznejša vključitev otroka iz zdravstvenih razlogov. Akontacija se ne obračuna ob takojšnji vključitvi otroka po podpisu pogodbe. Ta sklep velja za šolsko leto 2024-2025. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Glede na to, da ima še Karmen eno točko, pa bomo jo potem spustili, bi predlagala, da seveda še nam predstavi spremembo pravilnika o enkratni denarni pomoči občine Ljutomer ob rojstvu otroka, če se strinjate, ker potem ona lahko gre domov, oziroma ne vem, kom. Prosim. Ja. Ta pravilnik, ki ste ga dobili na mizo, je precej kratek, pa bom tudi jaz kratka, ker sta samo 2 spremembi, ki sta urejeni s tem pravilnikom. In sicer se podaljšuje obdobje, v katerem lahko starši po rojstvu otroka oddajo vlogo za pomoč, ki jo namenja občina Ljutomer ob rojstvu otroka iz sedaj obstoječih 4 mesecev na 6 mesecev. Druga vsebina pa je pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji, ki ga spreminjamo na tak način,
da bodo do te pomoči upravičeni vlagatelji, ki bodo na dan podaje vloge naši občani, se pravi, bodo imeli stalno prebivališče v naši občini skupaj z novorojencem. Doslej smo imeli to določbo zapisano nekoliko drugače in smo ugotavljali to upravičenost po dnevu rojstva otroka, se pravi ne na dan podaje vloge, ampak na dan rojstva otroka. Tako da v bistvu z to spremembo omogočamo tudi tistim mladim staršem, ki pridejo v našo občino že z novorojencem, da tudi lahko pridobijo to nagrado ob rojstvu otroka. Če ni razprave, dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči občine Ljutomer ob rojstvu otroka. Pravilnik se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Hvala lepa. Naslednja točka je sklep o podelitvi občinskih nagrad in priznanj za leto 2024. Prosim predsednico komisije, gospod Rodrnik Žižek, da nas seznani z delom komisije. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim. Komisija za priznanja je 20.4. letos na spletni strani občine Ljutomer objavila javni razpis za podelitev priznanja nagrade občine Ljutomer za leto 2024. Ta razpis je bil odprt 30 dni in sicer do 20.5. tega leta. In komisija se je potem sestala na svoji 5. redni seji in pregledala prispele vloge. Vse so bile poslane oziroma pravočasno in tako smo odprli kuverte in sicer ugotovili, da je bilo za pisno priznanje občinskega sveta občine Ljutomer prispelih 6 ovojnic in sicer so bili nominiranci gospod Branko Krajnc, gospod Tanja Trstenjak, poslovna zgradba Mitra, gospod Jože Vrbnjak, splošna knjižnica Ljutomer in pa gospa Silva Pučko. Potem smo odprli tudi nominirance oziroma kuverte, v kateri so bile vloge za plakete občine Ljutomer z listino in denarno nagrado. Bilo je 8 ovojnic in sicer so bili nominirani Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, gospod Saša Makoter, gospod Anton Žinko, gospod Srečko Mihorič, Prleški študentski klub in pa 3-krat lončarstvo Žuman Saša SP iz Ljutomera. Skrbno smo šli skozi vse vloge, pregledali, ali so popolne, ali zadostujejo tudi vsebinsko vsem razpisnim pogojem in ugotovili, da so bile vse pravilno vložene in pa da nobeden od teh nominirancev doslej še ni prejel nagrade ali priznanja, za katerega je bil nominiran. Po razpravi smo seveda ugotovili, da vsi, ki so bili predlagani, so aktivni več let v občini Ljutomer in pa tudi širše, da bi si vsi zaslužili kakršnokoli priznanje ali nagrado, ampak žal lahko smo podelili samo, oziroma imamo predlog lahko samo po pravilniku za 2 nagradi in pa za 3 priznanja. Tako smo potem po razpravi in pa po glasovanju prišli do sledečih rezultatov, ki jih vidite tudi v gradivu, ki ste ga prejeli za občinski svet. In sicer za dolgoletno aktivno delo na področju gasilstva in ohranjanja prleške kulturne dediščine predlagamo, da prejme pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2024 gospod Branko Krajnc iz Cudra 16a. Naslednji predlog, prav tako za pisno priznanje za 40-letno delovanje na humanitarnem področju, predlagamo gospod Silvo Pučko iz Mekotnjaka 18. In pa za 3. pisno priznanje občine Ljutomer za letošnje leto za uspešno vodenje in izvedbo projektov na podružnični osnovni šoli Cven ter aktivno delovanje v domačih društvih in na humanitarnem področju
gospa Tanja Trstenjak iz Krapja 2D. Prav tako smo po široki razpravi in pa po pogledu, koliko let kdo deluje, na kakšen način, prišli nekako preko glasovanja tudi do rezultatov za plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2024. In sicer predlagamo, da jo prejme za 70 let uspešnega povezovanja prleških študentov in za 30 let organiziranja zobelžurov Prleški študentski klub iz Ljutomera. Prav tako za plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado 2024 predlagamo občinskemu svetu ob 150-letnici delovanja lončarstvo Žuman iz Ljutomera. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2024 Prleški študentski klub za 70 let uspešnega povezovanja prleških študentov in za 30 let organiziranja zobelžurov. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2024 lončarstvo Žuman, Ormoška cesta 27, Ljutomer ob 150. letnici delovanja. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2024 gospod Branko Krajnc, stanujoč Cüber 16a, za dolgoletno aktivno delo na področju gasilstva in ohranjanja prleške kulturne dediščine. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2024 gospa Silva Pučko, stanujoča Mekotnjak 18, za 40 let delovanja na humanitarnem področju. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2024 gospa Tanja Trstenjak, stanujoča Krapja 2D, za uspešno vodenje in izvedbo projektu na podružnični osnovni šoli Cven ter aktivno delovanje v domačih društvih in na humanitarnem področju. Kdo je za predlagani sklep? Hvala lepa, soglasno. Smo pri naslednji točki dnevnega reda. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra. Prosim gospod Žnidarič, da nam poda obrazložitev. Pozdravljeni. V gradivu ste prejeli predlog sklepa o prenehanju statusa grajenega dobra in sicer za dve nepremičnini, eno v Noršincih in eno v Ljutomeru. Predlagamo, da ti dve nepremičnini postaneta last občine Ljutomer, kar se knjiži v zemljiški knjigi, in sicer gre za eno malo nepremičnino kmetijsko zemljišče ob železniški progi na relaciji ob glavni cesti proti Noršincem, tam, kjer zdaj delajo križišče. V bistvu ta pot, ki vodi notri proti železnici, več ni funkcionalna, ker prehoda čez železniško progo več ni. Na obeh stranih je lastnica nepremičnin ena oseba in v nadaljevanju bi predlagali, da bi ta košček zemljišča prodali, ker je gospa, ki je lastnica kmetijskih zemljišč, zainteresirana za nakup. Drugo zemljišče pa je nasproti sedanjega mola, vmes med temi parkirišči proti Avtokrki in glavni cesti, nadaljevanje avtobusne postaje, ki je prav tako opredeljena kot javno dobro brez lastnika, gre pa v bistvu za zelenico, na kateri so sedaj postavljeni jumbo panoji. Prav tako predlagamo, da se tu knjiži lastnina občine Ljutomer, da bi v nadaljevanju lahko v skladu z zakonodajo in z našim odlokom zaračunavali tudi takso za plakatiranje na teh zemljiščih. Zato predlagamo, da se
ti dve zemljišči izvzameta iz javnega dobra in postaneta lastnina občine Ljutomer. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, dajem predlog sklepa na glasovanje. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra. S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra na nepremičnini ID znak parcela 243 630/1 in nepremičnini ID znak parcela 259 2834/1. Nepremičnina ID znak parcela 243 630/1 in nepremičnina ID znak parcela 259 2834/1 prenehata imeti status javnega dobra in postaneta last občine Ljutomer, zato se v zemljiški knjigi knjiži lastninska pravica v korist občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, matična številka 587 409 20000 do celote, 1/1. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za predlagani sklep? Hvala lepa, soglasno. Gospa Ana nadaljuje z naslednjo točko in sicer to je sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Predlagamo, da se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2024, ki ste ga potrdili ob sprejemanju proračuna za letošnje leto, dopolni in sicer v delu, ki se nanaša na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, in sicer bi se dopolnil z pridobivanjem nepremičnega premoženja in sicer za etažni del številka 6 stavbe 2084 v Ljutomeru na Prešernovi ulici 17a. To so prostori, kjer je nekoč bil center za socialno delo, se pravi prvo nadstropje v stavbi tej v krožišču. Nepremičnino oziroma ta del stavbe številka 6 pripadajočimi skupnimi deli stavbe smo dali oceniti in ocenjena vrednost znaša 177 080 evrov. Bi pa te prostore oddali v upravljanje zdravstvenemu domu Ljutomer, ker jih leta nujno potrebuje, namreč pobudo smo dobili od njih, ker že sedaj najemajo kar nekaj prostorov po Ljutomeru za izvajanje svoje dejavnosti. Poleg tega se bodo zaradi izvedbe investicije v določenem delu morali tudi preseliti v času trajanja investicije in na njihovo pobudo smo pač to vključili. Sredstva pa imajo zagotovljene v zdravstvenem domu. Namreč na prejšnji seji ste sprejeli sklep, s katerim ste tudi odločili, da se del presežka prihodkov nad odhodki nameni za nepremičnine. Zato predlagamo, da se s tem načrt dopolni, da se lahko kupi ta del poslovne stavbe, kjer bi izvajal svojo dejavnost zdravstveni dom Ljutomer. Hvala lepa. Odbor za finance je obravnaval to točko in sicer gospod predsednica odbora Bojana Gošnjak, prosim za mnenje. Hvala. Odbor za finance je na seji obravnaval sklep o dopolnitvi številka 1 načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2024, ki sklepu daje pozitivno mnenje in občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da ga v predlagani obliki sprejme. Hvala lepa. Želite razpravljati? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Sklep o dopolnitvi številka 1 načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2024. Občinski svet občine Ljutomer sprejme dopolnitev številka 1 načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2024, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Načrt ravnanja z stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2024 se dopolni v načrtu pridobivanju nepremičnega premoženja, ki je priloga tega sklepa ter njegov sestavni del. Ta sklep začne veljati takoj. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Še ena točka. Izvolite, gospod Žnidarič. Ja, ponovadi
takšnih zadev nismo predlagali v sprejem občinskemu svetu, ker niso bile zadeve tako zapletene kot v tem primeru. Namreč občina Ljutomer se v vseh primerih, kjer doplačuje domsko varstvo, prijavi v zapuščinski postopek in tam prijavi svojo terjatev v višini, ki ji pač pripada po zakonu. Tudi v primeru tega pokojnika, ki ga imate navedenega v predlogu sklepa, je občina prijavila svojo terjatev v višini 23.733 evrov, čeprav je za njega doplačala skupaj 35.599,87 evrov. Občina in tudi država ima namreč pravico prijaviti 2/3 zneska, ki ga je plačala. Potem smo dobili obvestilo od sodišča, da se naj izjasnimo, in sicer mi in država, ki je tudi prijavila svojo terjatev, kaj bo kdo dedoval. Mi smo v prvi fazi predlagali, tako Republika Slovenija kot občina Ljutomer, da nas naj dediči poplačajo, oni pa naj dedujejo nepremičnine, katerih lastnik je ta pokojnik. Dediči so se odpovedali zapuščini, prav tako smo dobili informacijo, da se je v postopku dedovanja odpovedala zapuščini tudi Republika Slovenija, enako pa predlagamo tudi mi. Namreč nepremičnine, se pravi 3 nepremičnine, ki so navedene v obrazložitvi tega sklepa na Cvenu, so samo v deležu 4/12 in 1/6 v lasti pokojnika, poleg tega so še 3 solastniki. Nepremičnina pa je obremenjena s 17 hipotekami, katerih glavnica znaša 71.464 evrov brez pripadkov in brez obresti. Zato bi te nepremičnine za občino Ljutomer predstavljale breme in dodatne stroške, zato v tem konkretnem primeru predlagamo, da se odpovemo izročitvi teh nepremičnin, kar sicer v nobenem drugem primeru praviloma ne storimo. Lepa, prosim za stališče delovnih teles, gospa Darinka Budna in pa gospa Bojana Gošnja. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji seji obravnaval soglasje k odpovedi pravice do izročitve premoženja v postopku dedovanja. K soglasju daje pozitivno mnenje in občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da ga v predlagani obliki sprejme. Tudi odbor za finance je na seji obravnaval sklep o odpovedi pravice do izročitve premoženja v postopku dedovanja, ki soglasje daje pozitivno mnenje občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da ga v predlagani obliki sprejme. Hvala lepa. Želite razpravljati? Če ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer daje soglasje, da se občina Ljutomer, ki je iz proračuna financirala pomoč zaposleniku Emilu Špindlerju iz Svena v skladu s predpisi o socialnem varstvu, plačilo storitve institucionalnega varstva, odpove pravice do povračila te pomoči v višini 23.733,25 evrov, ker bi premoženje, ki bi postalo lastnino občine Ljutomer, predstavljalo zanjo breme ali bi zaradi upravljanja ali razpolaganja s to lastnino imelo nesorazmerne stroške. Sklep se posreduje okrajnemu sodišču v Ljutomeru. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Hvala. Smo pri naslednji točki sprememba in dopolnitev načrta razvojnih programov občine Ljutomer za obdobje 2024 do 2027. Prosim, gospod Liljano Koser. Pozdravljeni. Točka se nanaša na spremembo in dopolnitev načrta razvojnih programov občine Ljutomer za obdobje
od leta 2024 do 2027, in sicer konkretno na projekt ureditev nogometnega igrišča z umetno travo v ŠRC Ljutomer. Če malo povzamem dosedanje aktivnosti s tem projektom, prva aktivnost je občina začela v koncem leta 2023. Izdelan je bil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. Projekt se je prijavil na javni razpis Fundacije za šport in pa Nogometne zveze za pridobitev nepovratnih sredstev. Strani Nogometne zveze so bila pridobljena sredstva 40 000 evrov, Fundacija za šport pa žal projekta ni odobrila. Na podlagi te vloge in dokumentacije je bila izdelana, je bil projekt vnešen tudi v proračun občine Ljutomer za leto 2024 in seveda spremljajoči načrt razvojnih programov. Vmes je potem sledila izdelava projektne dokumentacije, DGD in tudi projektantskega popisa del. Potem je bil objavljen en nov razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Izdelan je bila novelacija investicijskega programa, ki je bil seveda osnova za pripravo vloge. In pa pridobljen je bil seveda vmes projektantski predračun. Prvotno je bil projekt planiran v proračunu za leto 2024, potem se je v novelaciji investicijskega programa projekt razdelil na 2 leti, na 2024 in 2025. Glede na to, da se je vmes potem spremenila vrednost projekta, sicer skupna vrednost vseh stroškov, vseh gradbene del in vseh spremljajočih teh aktivnosti in 730 899 evrov na 1 074 822 evrov, je potrebno seveda načrt razvojnih programov uskladiti. In ker gre za več kot 20%, je potrebno ga potrditi je potrebno soglasje občinskega sveta. Ob vlogi se je občina Ljutomer že zavezala z izjavo, da bo do roka za dopolnitev vloge, ki je bila dana na ta novi javni razpis, to uskladila v načrt razvojnih programov in ravno danes je prišel poziv strani ministrstva, da so vlogo pregledali in da seveda v tem trenutku je formalno nepopolno, da moramo poslati to spremembo oziroma usklajen načrt razvojnih programov. Drugih pripomb ni bilo, ko bomo pač vlogo dopolnili, sledi še seveda vsebinski pregled vloge na ministrstvu. Na pobudo oziroma stališče odbora za finance smo v občinski upravi pripravili še pač ene dodatne podatke glede vsebine tega projekta nogometnega igrišča. Torej, kot sem prej omenila, prvotna vrednost je bila 730 899 evrov. Imeli smo takrat informativno ponudbo za izvedbo del in predvideno je bilo ureditev novega nogometnega igrišča, seveda opremo, ograjo, poslovilne mreže za gole, klopi za rezervne igralce in delegate, ureditev vodnjavanja igrišča in pa električni priključek z razsvetljavo. Potem, ko je bila izdelana DGZ dokumentacija, izdelovalec je bil studio Baza iz Maribora, znaša nova vrednost celotnega projekta 1 074 822 evrov. Tu malo vidite razdeljeno, kako je bilo prijavljeno. Seveda, to so stroški investicijske dokumentacije, ti stroški so že nastali, potem projektne dokumentacije, geološki pregled terena je bilo potrebno narediti, bodo pa še nastali stroški varnostnega načrta, potem gradbena dela, oprema, kjer so tudi tribune prištete, nadzor in pa koordinacija varstva pri delu. V sklopu ureditve igrišča, glede na izdelano projektno dokumentacijo, torej igrišče, novo igrišče z umetno travo, velikosti 100x64 metrov oziroma površine 6400 metrov, oprema igrišča, nabavijo se gole, lovilne mreže, zaščitna ograja, kabine za rezervne igralce in delegate, potem tudi odvodnjavanje, pa tu še je tudi za opredeljeno parkirišča za igrišče in pa ozelenitev z drevesne zelenica, pa tudi postavitev montažne tribune s 84 sedeži. Tu še lahko malo vidite lokacijo in pa sam izris iz projektne dokumentacije, kako igrišče
ne izgledajo. Torej, vini financiranja naj bi bili 2 letih taki, ne, 40 tisoč nogometna zveza, 500 tisoč se prosi pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, lastna sredstva pa 534 tisoč 822 evrov. Glede na vse navedeno, po obrazloženo občinskemu svetu pač predlagamo, da sklep o spremembi in dopolnitvi načrta razvojnih programov potrdi in sprejme, da lahko ustrezno in pravočasno dopolnimo vlogo na ministrstvu. Hvala lepa. Prosim za stališče odbora za finance, gospod Jana Bošnjak. Odbor za finance je na seji obravnaval spremembo in dopolnitve načrta razvojnih programov občine Ljutomer za obdobje 2024-2027 in k spremembi dopolnitvenih načrtov ni dal pozitivnega mnenja, glede na to, kak je bilo zdaj obrazloženo, imeli smo slabo obrazložitev, za kaj se gre. Tako, zdaj, upam, no, da bo zdaj vrede. Hvala. Hvala lepa. Ja, hvala za pobudo, da ste predlagali, da se dodatno pojasnijo stvari, da je razumljivo, kaj se bi vse dejansko zgodilo iz tega naslova. Je pa mogoče še za dodati, ko se je sedaj nekaj dodatnega vključilo, je investicija seveda narasla na 1 milijon evrov, s tem, da je seveda na Ministrstvu za gospodarstvo, vekolikor bi bila vloga uspešna, če je projekt nad 1 milijon evrov, se lahko pričakuje 0,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, če pa je pod 1 milijon evrov, potem pa 250 tisoč, ne, to še nisi omenila, ne? Ja, dobro. Odpiram ja. Ja. Če želi še kdo razpravljati mogoče? Ja, izvolite. Zdaj, če ne bodo odobrena sredstva, tista 500 tisoč od ministrstva ali za šport, se gre v investicijo ali se ne gre? Kaj mislite? Nažalost ne. Nažalost ne. Vprašanje vam. Ne vem, kaj pa je z igriščem pri osnovni šoli Ivana Cankarja. Zakaj to igrišče ni prioriteta? Je tudi večja investicija, pomembna investicija in naša največja prleška osnovna šola je v bistvu brez zunanjega igrišča modernega. Zakaj ni to prioriteta? To je moje vprašanje. Glejte, o prioritetah se je razpravljalo in odločalo pri sprejemanju proračuna. Takrat se je odločilo, da pač se dela tudi na projektu iz rekonstrukcije oziroma posodobitve igrišča pri osnovni šoli Ivana Cankarja. Tako da tam so tudi že izdelane določena dokumentacija. Sigurno je cilj, da se tudi pri osnovni šoli Ivana Cankarja uredi igrišče, ampak glede na to, da smo nekako bili v razgovorih z nogometno zvezo, da bi participirala tu čim več sredstev, smo nekako videli, da bi hitreje zapirali finančno konstrukcijo pri izgradnji tega nogometnega igrišča. Bi pa sigurno bila želja, da bi se obe igrišči uredili, seveda pa je potrebno zagotoviti vire, ne? In v vsakem primeru se bomo še naprej trudili, da bi pač čim več investicij tudi na področju športne infrastrukture uredili, seveda s deležom nekih dodatnih sredstev, ne pa iz čistega proračunskega denarja, ker je to nerealno. Še želi kdo razpravljati? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer potrjuje spremembo in dopolnitev načrta razvojnih programov občine Ljutomer za obdobje 2024 do 2027.
načrtu razvojnih programov občine Ljutomer za obdobje 2024 do 2027 se pri projektu številka OB063-23-001 ureditev nogometnega igrišča za umetno travo ŠRC Ljutomer vrednost projekta v letu 2024 uskladi z veljavnim proračunom občine Ljutomer za leto 2024 in znaša 605.500 evrov. V letu 2025 se dodajo sredstva v višini 469.322 evrov. Skupna vrednost projekta znaša 1.074.822 evrov. Se pravi, pride do spremembe na področju kulture, pod 18 šport in nevladne organizacije. Sicer pa imate to finančno konstrukcijo tudi v sklepu razdelano, se pravi, razdeljeno je na 2 leti. Skupna vrednost je v letu 2024 oziroma vrednost investicije oziroma sredstev, ki bi jih naj zagotovili, je 605.500, od tega Nogometna zveza Slovenije 40.000, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 275.000 in po proračun občine Ljutomer 290.500. V letu 2025 pa skupni obseg sredstev 469.322, od tega Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 225.000, proračun občine 244.322, oziroma skupaj v obeh letih 1.074.822, od tega Nogometna zveza Slovenije 40.000, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 500.000 in pa proračun občine Ljutomer 534.822. Kdo je za predlagani sklep? Hvala lepa, soglasno. Smo pri informaciji in sicer seznanitev s pripravo 3. generacije občinske celostne prometne strategije občine Ljutomer. Prosim gospoda Vitja Kolbla, da poda informacijo. Lepo pozdravljeni. Občina Ljutomer je v mesecu decembru 2023 skupaj z konzorcijskimi partnerji občino Križevci, občino Razkrižje in pa z občino Veržej uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Občine bodo tako lahko prejele 70% upravičenih stroškov priprave tega dokumenta. Gre pa za sofinanciranje iz Evropskega kohezijskega sklada in sicer programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 do 2027. Na podlagi javnega razpisa smo izbrali izvajalca, to je Razvojna agencija Sinergija skupaj s partnerjem Urbanistični inštitut Republike Slovenije iz Ljubljane. Pogodba je bila podpisana v mesecu aprilu. Vrednost za izdelave vseh celostnih prometnih strategij za vse občine pa znaša 123.500 evrov. Zdaj, kar se tiče občinskih celostnih prometnih strategij, tu je, moram reči, da je Ljutomer ural ledino. V Ljutomeru so se preizkušalo te smernice Evropske komisije, če se da celostno prometno strategijo izvesti tudi v manjših občinah. Do leta 2012 te prakse ni bilo. Ljutomer je bila takrat prva občina, v kateri se je to poskusilo izvesti. In na podlagi tega imamo danes v Sloveniji skoraj 100 občin, ki imajo celostne prometne strategije. Večina teh občin ima celostno prometno strategijo prve generacije, mi pa bomo zdaj že delali celostno prometno strategijo 3. generacije. Tu sta dva dokumenta. Prva celostna prometna strategija, kot sem že rekel, je bila izdelana v letu 2012, druga pa je bila izdelana v letu 2017. Zdaj, kar se tiče ostalih občin v konzorciju, občina Križevci ima tudi celostno prometno strategijo, ki so jo naredili, mislim, da leto 2018, Razkrižje in pa Veržej pa bosta to delali prvič in
oni se bodo pač nekako tudi probali od nas učiti. Zdaj, kot sem že omenil, je bila naša celostna prometna strategija prepoznana na evropski ravni. V 2013 smo dobili nagrado Evropske komisije kot eno izmed 3 najboljših teh celostnih prometnih strategij, ki ta zadeva je odmevala širše v evropskem prostoru. In zaradi tega dokumenta smo dobili kar nekaj referenc, ki jih še danes pridno izkoriščamo. In zaradi teh referenc imamo možnost sodelovanja v številnih mednarodnih projektih, iz katerih pa si tudi pokrivamo dele plač. Zdaj, kar se tiče tega, bo priprava celostne prometne strategije temeljina v vključevanju javnosti, sledili bodo številni dogodki in aktivnosti v naši občini. Tukaj bi izkoristil priložnost in vas povabil k izpolnitvi spletne ankete, ki je na spletni strani občine Ljutomer. Promovira se pa tudi na Instagramu in pa na Facebook strani občine Ljutomer. S tem bomo dobili podatke, kaj si ljudje generalno mislijo o ureditvi prometa v občini Ljutomer, kaj jih skrbi, kaj bi bilo potrebno popraviti oziroma kaj je v redu, in na podlagi tega bomo dobili neke usmeritve, v katero smer pripraviti to celostno prometno strategijo. To zadevo sem zdaj že povedal, kar se tiče vključevanja javnosti. Zdaj pa kaj nam prinese celostna prometna strategija. V preteklosti nam je, bom povedal, par ukrepov, ki smo jih izvedli na podlagi teh sprejetih dokumentov, recimo rekonstrukcija mestnih ulic. Juršovka je bila en taki primer, ureditev dostopa do osnovne šole Ivan Cankar, izgradnja kolesarnic, potem stojala za kolesa, prometno ureditev v pristavi, recimo postavitev radarskih tabel, ki jih postavljamo na odsekih cest, kjer prihaja do prekoračitve hitrosti, potem števci za kolesarje, izgradnja kolesarskih stez in podobno. Na podlagi tega dokumenta pa smo izdelali tudi določene tako imenovane mehe ukrepe. Tu je recimo en primer, ki smo takrat izdelali v letu 2018 kolesarske smernice. To je bil dokument, ki ga je sprejel občinski svet občine Ljutomer, in ta dokument je podlaga oziroma obvezen pri projektiranju kolesarskih stez v naši občini. Te naše smernice so posneje bile tudi uporabljene pri pripravi državnih smernic za načrtovanje kolesarskih stez. Kar se tiče tega, zdaj sledila bodo številne aktivnosti, kot sem že prej povedal, predvidevamo pa, da bi celostno prometno strategijo sprejeli v začetku leta 2025 na seji občinskega sveta. Mogoče kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem Mitju, ker on tudi v drugih državah evropskih deli ta primer dobre prakse, povabljanje kot primere dobre prakse res predstavljati v marsikateri državi, na marsikaterem projektu, in res moram pohvaliti svoje sodelavce, da stremijo k temu, da se angažiramo na projekti in potem tudi lahko del plač iz tega naslova dobljenih sredstev uveljavljamo tudi njihove plače oziroma sredstva za plače, tako da je fajn delati s takšnimi sodelavci. Vsemi, moram se pohvaliti, ker se hitro odzovejo in tudi hitro najdemo rešitve. Smo pri zadnji točki in sicer vprašanje in pobude članic in članov občinskega sveta občine Ljutomer. Izvolite, beseda je vaša. Ni nobenega vprašanja. No, tudi vam se pred poletnimi počitnicami oziroma dopustom zahvaljujem za konstruktivno delo, za vaš čas, znanje, energijo, ki ga seveda usmerjate v to, da je kvaliteta bivanja v naši občini vedno boljša in da imamo sočut tudi do vseh tistih, ki so ustvarjajo v naši skupnosti. Ob tej priliki vam želim lep dopust,
Mislim, da če bo se potrebno sestati, bomo se tudi sklicali. Če ne, pa vas vabimo na vse prireditve, ki bodo organizirane v sklopu občinskega praznika. Želim vam lep popoldan in seveda hvala lepa za vse.